Darojak, prost povsak, nevragle sosed bo, nevragle sosed bo, mejak. 3. decembra se je rodil naš največji slovenski pesnik, dr. France Prešeren, in občina Žirovnica si je 3. december izbrala za svoj občinski praznik. Na ta dan pa župan občine Žirovnica Leopold Pogačar podeli plakete zaslužnim občanom. V samem kulturnem programu v dvorani Pod stolom pa je letos nastopila tudi Monika Avsenik s svojim bendom, prav tako skupina osnovne šole pod vodstvom Slavice Mandič. Dober večer, lep pozdrav vsem zbranim, ki ste se odločili, da boste ta veseli dan, dan kulture in hkrati praznik občine Žirovnica, skratka večer 3. decembra preživeli na slovesnosti tule v dvorani Pod stolom. Dobrodošli! Ta veseli dan, dan kulture, dan občine Žirovnica, bi bil lahko tudi dan ljubezni, kaj pravite. Tako trdijo mladi glasovi združeni v pevski zbor domače osnovne šole. Pri klavirju jih spremlja Andrej Benedik, vodi pa Slavica Mandič. Ljubezni dan ali dan, ko z ljubeznijo v svoji občini, o svoji občini
občini, svojim občankam in občanom spregovori župan, gospod Leopold Pogačar. Stari in novi župan hkrati. Zato jutrišnji volilni dan bo za navaden dan. Izvolite, beseda je vaša. Spoštovani in spoštovani, veselje in čast mi je, da vas lahko v imenu občine in svojem imenu pozdravim na osrednji proslavi ob občinskem prazniku 3. decembru. Posebej bi rad pozdravil seveda kolege župane iz Radovljice, Bohinja, Jesenic, podžupanjo občine Gorje, našega podžupana, naš gospod župnik in poslanka državnega zbora, ki nam čestitajo po prazniku, se upravičujejo in nam pošiljajo lepe pozdrave. Seveda lep pozdrav občinskim svetnicam in svetnikom, predstavnikom organizacij gospodarstva, predstavnikom slovenske policije, slovenske vojske in seveda pozdrav vam, spoštovane občanke in občani. Župan občine Žirovnica Leopold Pogačar, 3. december, praznik občine Žirovnica in seveda najprej iskrene čestitke tudi v imenu gledalke in gledalcev Gorejske televizije. Ja, hvala lepa za čestitke in seveda vračam čestitke vsem občankam in občanom in seveda tudi vsem prijateljem Žirovnice, kajti 3. december, kot rečeno, naš praznik in Žirovnica praznuje. No, letošnje leto bi lahko rekla je za vas zelo uspešno. Podelili so vam še 5. mandat, torej boste 20 let županoval v svoji občini v Žirovnici. Ja, lejte, te dni sem to večkrat izjavil, pa še nekajkrat bom in tudi mislim iskreno. Ja, zelo vesel in zadovoljen in presrečen sem bil, ko so mi občanke in občani na zadnjih volitvah namenili skoraj 85% glasov tistih, ki so šli na volišče, kar zame pomeni po eni strani hvaležnost, po drugi pa dejansko veliko obveznost, kajti če ti zaupa toliko ljudi, pomeni, da si na pravi poti, po drugi strani pa se seveda pričakuje, da se bo delalo v smeri razvoja in projektov naprej in seveda jaz zagotavljam, da zdaj po volitvah, kot sem prej omenil v govoru, ko so se izmerile moči, ko so se razdelili mandati, zagotavljam, da bom župan vseh občank in občanov in da ne bom nekako pokvaril njihovega zaupanja. No in za vsa 4 leta ste si nabrali veliko moči in seveda tudi projektov, ki jih boste izpeljali, zagotovo. Ja, seveda, program občine, razvojni program do leta 2030 je že nakazal seveda smer razvoja, tako kot tudi moj volilni program in program neodvisne liste in seveda bomo te zadeve zanesljivo poskušali izpeljati. Dinamika je pa žal odvisna tudi nekoliko od sredstev, za katere se bomo prijavili, govorim o evropskih in državnih sredstvih in ja, jaz računam, da bomo v tem mandatu lahko dane naloge tudi izvedli. Ki menite, da bo najtrši oreh, bo to okrog obvoznice Vrbe? Ne, obvoznica Vrba je v bistvu čisto občinski projekt, ki ga financiramo z lastnih sredstev in obvoznica Vrba bo v naslednjem letu dočakala pričetek del. Bolj tukaj mislim na dom starostnikov, na gasilsko-reševalni center, kajti tukaj smo veliko odvisni od evropskih sredstev in seveda trudili se bomo, da bomo projekte pripravili tako, da bi seveda dobili zadosti točk in da bi izpolnjevali vsem pogojem.
No, in v tem mesecu ste postali tudi državni svetnik. Ja, zame je bilo uspešno volilno leto, volilni teden, kajti po nedeljskih lokalnih volitvah sem v sredo prejel na volitvah v 10. volilnem okrožju tudi 11 elektorskih glasov od 16 in bil seveda s tem izvoljen v državni svet. Seveda kot predstavnik lokalnih interesov. Jaz sem mnenja, da kot dolgoletni župan in poznavalec lokalne problematike lahko najbolj suvereno zastopam te lokalne interese v državnem svetu. Zastopal bom vse občine Zgornje Gorenjske, trudil se bom ostati v stiku z bazo, to se pravi, da bom vedel za težave. Velika prednost je pa tudi to, da se župani Zgornje Gorenjske dobivamo na mesečnih, bom rekel, sestankih, na koordinacijah in tako bo prenos informacij in potreb in želja seveda tekel tekoče. Hvala lepa za pogovor, srečno in še prijetno praznovanje občinskega praznika in srečno tudi v ostalih funkcijah. Hvala tudi vam. Vsega tega pa seveda ne bi bilo, kot radi rečemo, če ne bi stopili skupaj. In tukaj je zahvala občankam in občanom, občinskim svetnicam in svetnikom, občinski upravi, podžupanu in izvajalcem. Hvala občinskemu svetu, ki zaključuje z mandatom in pozdrav novemu, željo po dobrem sodelovanju tudi naprej. Čaka nas nekaj izzivov v prihodnosti. Pripraviti je treba dobre projekte za črpanje evropskih in nacionalnih sredstev. Čaka nas obnova in nadgradnja šole in vrtca, obvoznica Vrba, gradnja ustrezne oblike varstva starejših z medgeneracijskim in dnevno varstvenim centrom, gradnja gasilsko-reševalnega centra, gradnja parkirišča v Sovkuču za potrebe obiskovalcev Finžgarjeve rojstne hiše. Čaka nas obnova vodovodnega sistema v Završnici skupaj z občino Jesenice in pa gradnja večnamenskega kulturnega centra na Breznici z novo kulturno dvorano, knjižnico in prostori za delovanje društva. Sama dinamika pa ne bo odvisna le od nas samih, temveč tudi od sredstev sofinanciranja. Kljub vsemu naštetemu pa je prav, da od njih, ki prihajajo, vseeno malo upočasnimo korak, se posvetimo sebi in svojim najbližjim in da v teh čarobnih dneh ne pozabimo na dobrodelnost in na vse tiste, ki so osamljeni. Božič in njegova svetost in seveda čarobnost novega leta je čas, ko praznujemo, ko delamo analize, se oziramo nazaj in ko smo z družino in prijatelji. Prav je, da se ozremo tudi naprej, v leto, ki prihaja, in da smo pri tem racionalni, a optimistični. Hvala vsem v najširšem pomenu besede, ki ste v letu, ki se poslavlja, poklicno ali prostovoljno skrbeli za to, da je življenje v naši skupnosti mirno, varno, lepo, kulturno, športno in solidarno. Na koncu bi vsem skupaj rad zaželel iskrene čestitke ob našem prazniku, vesele, blagoslovljene božične praznike in srečno, zdravo ter zadovoljno leto.
Hvala pa tudi vsem, ki ste pripomogli k izvedbi današnjega dogodka. Srečno vsem skupaj, žirovnico v srcu. Hvala. Prišel je kakor veter, sanjami svet želja. Odkrila sem ljubezen, ki v pesmih je samo. V obliki beli srečna, zaplavala v svet, a ljubil mile mene. Življenje teče in nič ne reče, samo nasmeh je bolj dan. Prišel je prav tiho, zobito sončnih dni. Preveč bila sem sama in padla mu v objel. Vsak drugi dan je k meni zahanjal skrivoma. Sanjal je že od druge. Življenje teče in nič ne reče, samo nasmeh je bolj dan. Prišel je negovaljen, z njim vrnil se je smeh. Ostal je pri meni in še se ljubiva. Morda je končno pravi, a ne verjamem več. Nekoč bo znova sam. Življenje teče in nič ne reče, samo nasmeh je bolj dan. Nekoč bo znova sam. Življenje teče in nič ne reče, samo nasmeh je bolj dan. France Prešeren, o vrba. O vrba, srečna, draga vas domača, kjer hiša mojega stoji očeta. Da puka želja me iz tvojega sveta speljala ne bila golfiba kača. Ne vedel bi, kako se v strup prebrača, vse, kar srci si sladkega obeta. Mi ne bi bila vera v sebe vzeta, ne bi bil viharjev notranjih igrača. Zvesto srce in delovno ročico za doto, ki je nima milijonarka, bi bil dobil z izvoljeno devico. Bi mirno plavala bi moja barka, pred ognjem dom, pred točo, in pšenico bi brilni sosed varoval svet Marka. Thank you.
pevskemu zboru domače osnovne šole pod vodstvom dirigentke Slavice Mahnič. Hvala Zali Ani Ajdišek za postanek v najbolj slavi vasici občine Žirovnica Vrbi. Zemlja pleše, ja med zvezde. Zvezde, ja, takoj bomo rekli. Zvezde domače občine, občine Žirovnica. Tako bomo poimenovali letošnje nagrajence. Poimenujmo jih, obdarujmo jih. Županovo priznanje za leto 2022. Županovo priznanje prejme Matevž Toman, zlati maturant z Brega. Matevž Toman je bil vzoren, marljiv in odgovoren dijak, ki je vse 4-letnike gimnazije zaključil z odličnim uspehom. Svoje šolske obveznosti je sproti in redno opravljal in se tudi vedno potrudil, da jih je opravil kar najbolje. Bil je eden redkih dijakov, ki je dosegal visoke standarde na prav vseh področjih, tako naravoslovnih kot družboslovnih. Svoje gimnazijsko izobraževanje je zaključil z izrednim rezultatom na maturi. Postal je zlati maturant in dosegel 33 točk od možnih 34. Poleg rednih šolskih obveznosti in dela na domači kmetiji se je v času šolanja na gimnaziji Jesenice udeležil številnih tekmovanj iz znanja različnih predmetnih področij in osvojil mnoga priznanja. Srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz fizike ter bronasta priznanja na tekmovanjih za Preglovo priznanje iz znanja kemije, mednarodnem matematičnem kenguruju, računalniškem tekmovanju Bobar, tekmovanju iz fizike za Štefanova priznanja, tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje in tekmovanju iz nemškega jezika, če naštejem le nekateri. Tega je z razredno predstavo Ne zapusti me nikdar sodeloval tudi na dramskem festivalu gimnazije Jesenice. Matevž je bil vsestransko nadarjen in odličen dijak, kakršnih si učitelji lahko samo želijo. Za svojo nadaljnjo pot je izbral študij veterine, saj mu je bila ljubezen do živali položena že v zibelko. Na njegovi poti mu želimo veliko uspeha in zadovoljstva. Matevž Toman, vi ste zlati maturant, obiskali ste jeseniško gimnazijo in dosegli največ možnih točk, kar 33. Kako vam je to uspelo? Ja, ni bilo lahko, zahtevali veliko sprotnega dela, veliko truda tudi potlej pri pisanju same mature. Sem se maksimalno potrudil in tak je bil tudi rezultat. Bili pa ste tudi aktivni na drugih področjih, na katerih? Na naravoslovnem? Ja, najbolj so me zanimale naravoslovne vede. Udeležil sem se parih naravoslovnih tekmovanj, tudi kakšnega družboslovnega, ampak tam mi niso najbolj odgovarjala. Drugače pa ja, naravoslovna mi še vedno najbolj ležijo, tudi tak je moj faks zdaj. Kaj vam pomeni plaketa župana? To je neka potrditev, da se je moj trud poplačal, da sem dobro delal in da neka spodbuda tudi za naprej, da bom tako še naprej delal. Kam vas vodi pot naprej? Začel sem študijem veterine, tako da se vidim v tem poklicu. Iskrene čestitke. Najlepša hvala. Plaketo občine Žirovnica za leto 2022 prejme Brigita Mrak. Predlagatelji Društva prijateljev mladine Žirovnica. Prisluhnimo utemeljitvi. Društvo prijateljev mladine Žirovnica predlaga za prejemnico plakete občine Žirovnica Brigito Mrak. Brigita se že celo življenje posveča delu z otroki. Zaposlena je bila v vrtcu osnovne šole Žirovnica, kjer je vodila tudi planinski krožek
druge popoldanske dejavnosti, a je bolezen preprečila nadaljnje delo in se je leta 2014 invalidsko upokojila. A bolezen njene strasti do dela z otroki ni pogasila. Zato je tudi po upokojitvi nadaljevala s prostovoljnim delom v Društvu prijateljev mladine Žirovnica, katerega glavni namen je poskrbeti za kvalitetno preživet čas žirovniških otrok in mladine. Za plaketo občine Žirovnica jo predlagamo, ker se s prostovoljnim delom v okviru društva ukvarja že 45 let. Poleg rednega sodelovanja na drugih dogodkih za mladino je članica z najdaljšo zgodovino udejstvovanja pri največjem projektu društva letovanju žirovniških otrok v otroškem letovišču Pineja pri Novigradu. Kot vodička je za žirovniške otroke skrbela 38krat. Letovanje je izpustila le med nosečnostjo oziroma v letu vojne za Slovenijo. Brigita svojo energijo kot prostovoljka v Društvu prijateljev mladine Žirovnica posveča društvenim dogodkom skozi vse leto. Njena vloga je ključna, saj vsako leto za organizacijo in izpeljavo projektov nameni več kot 300 prostovoljnih ur. Sodeluje pri pripravi in izvedbi vsakoletnih dogodkov, kot so praznovanje ob pustovanju, ustvarjanje delavnice o Gregorjevem, dogodek otročarije, kjer se otroci učijo kulture skozi stane igre, jesenski dogodek s socialno noto, kostanjo piknik ter božičkova piškotarna. Dogodek, katerega veljavo so prepoznali tudi mediji in je bil uspešno sprejet strani občanov. Brigita je eden izmed glavnih temeljev društva, saj pred letovanjem največ časa posveti zbiranju, nabavi ter urejanju vsega materiala, potrebnega za obogaten program, ki ga ponujamo letujočim otrokom iz Žirovnice. Vsako leto resno poišče sponzorje in donatorje, ki priskrbijo denar ali material za izpeljavo delavnic, hkrati pa tudi sredstva za pomoč družinam v stiski. Brigita je tudi aktivno vključena v delovanje in odločanje zveze Društva prijateljev mladine Jesenice, pod okriljem katerega deluje tudi društvo EPM Žirovnica. Brigita ne izpusti priložnosti, da priskoči na pomoč, ter naredi nekaj dobrega za sočloveka. In to dokazuje že vrsto let. Zato da člani Društva prijateljev mladine Žirovnica predlagamo za plaketo občine Žirovnica za leto 2022, so še zapisali predlagatelji. Malce pokajo tole piškotarno. Tako vabljivo zveri, že tiši iz te piškotarne. Mi poveste, kaj je to, kje je to, zakaj je to? Pripravljamo vodičke za otroke, da sami doma spečejo piškote in potem poslikajo in nam pošljajo slike. Izvirno, spodbudno, hvala vam za 100 idej in toliko moči za vse to prostovoljno delo z vami. Pa in sami sestavljamo. Pa jih izdate? Zdaj ne bomo zapali. Dogovorjeno, prihodnje leto. Brigita Mrak, ob občinskem prazniku občine Žirovnica vas je Društvo prijateljev mladine za vaše zasluge predlagalo za plaketo občine Žirovnica. Zakaj vse ste zaslužni? Radi delate z otroci? Zelo rada delam z otroci, ker sem bila tudi zaposlena v vrtcu in delam z otroci, delam že 45 let v društvu, razen ko sem bila na porodniškem, takrat nisem toliko bila aktivna, a ne, drugače sem pa čisto skozi aktivna. Vozimo otroke na morje, pripravljamo delavnice, Gregorjevo, Pusta, zdaj smo uvedli tudi za božička, namesto obdarovanja otrok, smo uvedli piškotarno, božično piškotarno. To je pa to, da mi pripravimo recepte za piškote in vse sestavine in damo v vrečke in znosimo po domovih. Tako da imajo otroci, da doma pečejo starši. In kaj vam pomeni plaketa občine Žirovnica? Zelo veliko, to je potrditev, da delam, no, da dobro delam. In da vas je lokalna skupnost opazila? Ja, tudi to. Iskrene čestitke. Hvala lepa. Hvala.
tisti fant iz mojih sanj. In da boš nekoč meni našel pot, ker za tebe sem samo. Dobro vem, da si nekje, ti si fant, ki čakam ga. Dolge te noči, vsak dan me drži, naj srce te prepozna. Ti si moja ljubezen, skrivnostna in lepa, ki v srcu jo nosim s seboj. Ni mi mar za ovire, ti moja si sreča, naj končno te stečem objem. Ti si moja ljubezen, skrivnostna in lepa, živela bom srečna s teboj. Ne zato, ker te ljubim, živim le za tebe, in ti boš bil srečen z menoj. Ti si moja ljubezen, skrivnostna in lepa, ki v srcu jo nosim s seboj. Ni mi mar za ovire, ti moja si sreča, naj končno ti stečem v objemu. Ti si moja ljubezen, skrivnostna in lepa, živela bom srečna s teboj. Ne zato, ker te ljubim, živim le za tebe, in ti boš presrečen z menoj. Plaketo občine Žirovnica za leto 2022 prejme Toni Justin. Predlagatelj, Smučarsko skakalno društvo Stol Žirovnica ter občinski svetniki neodvisne liste za Žirovnico. Utemeljitelj. Toni Justin je kot 8-letni deček poln energije leta 1972 pristopil k takratnemu klubu, smučarskemu klubu Jesenice, sekcija Skoki. Klub se je z leti večkrat poimenoval do današnjega Smučarsko skakalnega društva. Tonija je skakalna pot vodila skozi različna tekmovanja slovenskega pokala. S svojimi rezultati je nase upozoril že kot delček, poznaje pa postal tudi mladinski državni reprezentant. Skakalno kariero je zaključil v 5 državni reprezentanciji. Pri nadaljevanju skakalne kariere so ga ustavile lažje poškodbe in služenje vojaškega roka. V njegovi zbirki je kar nekaj vidnih rezultatov. 2-krat je osvojil medaljo na državnih prvenstvih, redno se je uvrščal tudi med dobitnike točk. Preizkusil se je tudi v svetovnem pokalu in v pravici dosegel 36. mesto. Po zaključeni skakalni karieri je kot marljiv klubski delavec nadaljeval kot trener in prostovoljec pri gradnji skakalnega centra v Glenci. Skoki so mu pomenili vse v življenju. Zato se je leta 1985 zaposlil v begunskem Elanu kot serviser skakalnih smučij. Kot serviser in kasneje vodja serviserjev nordijskih disciplin se je udeležil kar 8 olimpijskih iger od Calgaryja 1988 pa vse do Sočija 2014. Svojim predanim delom je pripomogel, da so bili skakalci vedno zadovoljni s pripravljenimi smučmi in njegovim delom. Skok je želel biti še bolj povezan, zato je postal sodnik v smučarskih skokih. Tudi mednarodni sodnik. Sodil je na različnih tekmovanjih v vseh kategorijah.
V svoji sodniški karieri je dobil priložnost soditi na svetovnem prvenstvu v poletih v Harakov na Češkem, ter enkrat tudi na prestižnem tekmovanju novoletne turneje. Ker se je počasi poslavljal od sodniške funkcije, bo v sezoni 2024-2024 sodil tudi na poletih v Planici. Zadnja leta je še vedno aktiven klubski delavec. Trenutno je član upravnega odbora kluba in večni vodja vsakoletnega mednarodnega tekmovanja Alpe Adria za skakalce od 7 do 11 let. Dame in gospodje, Toni Justin. Samo eno kratko anketno vprašanje. Skakalec, trener, serviser, sodnik. Če bi lahko izbrali samo eno, kaj bi izbrali? Servis. Pa nas je poservisiral s odgovorom, to na hitro. Ja, najlepša hvala za iskrive odgovore, zdaj pa še na fotografijo ali v večnost kot Toni Justin, ob občinskem prazniku občine Žirovnica ste prejeli plaketo in za vaše zasluge, vi ste trener, skakalec, sodnik, mednarodni sodnik, obiskali ste številne olimpijske igre, zadnje v Sočiju leta 2014. Katere so vam pa ostale najbolj v spominu? Najbolj so mi v bistvu ostale v spominu olimpijske igre v Salt Lakeu. In to pač zaradi tega, ker takrat sem zastopal Elan tovarno in od 9 kompletov medalj smo mi pobrali jih 5. S Simonom Amanom, z Adamom Mališem in pa slovensko reprezentanco, ki je takrat osvojila bronasto medaljo, ekipno. Ste bil tudi sodnik, mednarodni sodnik, letos boste tudi v Planici na prvenstvu. Ne, na finalu so tam. Na finalu, ja. Je težko ocenjevati naše skakalce, ki jih poznate? Ne, pa ne. Še zdaj ne sem tako svojo profesionalno pot sem upravljal 32 let kot serviser, kot vodja tekmovalne službe v Elanu. Ogromno sem hodil s temi fanti po svetu, v bistvu po vseh tekmah svetovnega pokala, vseh 32 let. Spremljal sem jih in velikokrat s kakšno pomočjo tudi trenerjem kakšno stvar malo pomagal. V glavnem spremljal sem jih in če vidiš toliko in toliko skokov čez celo svojo kariero, ti pač ocene ni težko dajati, ker to spoznaš in dobiš nekje vase in ni, zame osebno ni težko. In kako ste jim dali kakšno spodbudno besedo, če pa jim na kakšni tekmi ni šlo tako, kot bi radi? Ne, da na tekmi se v bistvu se na treningah več ali manj vse te stvari zgodijo. Na tekmah je potem bolj tako to samo še rutina in pa več ali manj vsak tekmovalec zase ve, kaj mora narediti. Tam se ne splača in tudi boš, da se ne mešaš zraven. Iskrene čestitke in imajte plaketo na vidnem mestu, da vam jo je dala občina Žirovnica. Hvala vam. Hvala, gospod Župan, in še enkrat iskrene čestitke vsem letošnjim nagrajencem. Thank you.
ki je meni zelo dragocena, in o ljudeh, ki jih ni nikoli preveč. A mogoče veste, o katere pesmi govorim? Med iskrenimi ljudmi. Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, ko ga trajkrat izda, da takrat pa malo ve. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Sebe najde marsikdo, ki se zdi mu preprosto, če je svet umran. In če misliš tudi ti, da je dolgčas brez draži, pojdi raje z njo. Naj se zdimo jutrišnji, med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Sebe najde marsikdo, ki se zdi mu preprosto, če je svet umran. In če misliš tudi ti, da je dolgčas brez draži, pojdi raje z njo. Naj se zdimo jutrišnji, med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se zdimo jutrišnji, med iskrenimi ljudmi srce prepeko, kakor svet. Nasmeh in iskrica v očeh in beseda, to znači potiti, če v njem mnogo je poti. Ne išči sreče, kjer ni. Ne poslušaj, kar srce ti govori, tako ti podari samo ljubezen. Eno in edino upanje, pride v oči in nato si preskrbi. Vem, da isto čutiš tudi ti.
počasen si izbral. Kar si mislim, da je prav, na koncu eno boš izbral. Lahko ti podarim samo ljubezen, eno in edino upanje. Odpri me oči in lahko si brez prvi. Tega isto čutiš tudi ti. Lahko ti podarim samo ljubezen, eno in edino upanje. Odpri me oči in lahko si brez prvi. Saj v srcu čutiš tudi ti. Saj v srcu čutiš. Naslednja pesem je meni ena lepših slovenskih balad, pela jo je Ditka Haber. In kakor sem recimo še mlada, sem že izkusila, da v življenju ni tako, kot si zamislimo, da bo, ko smo mehni. In ta pesem je ena tistih, ki te zadane direkt v srce, sploh v taki izvedbi, kot je bila Ditkina, in upam, da vas bom vsaj mečkaj malo s besedilom, da me boste mečkaj tako začutili, recimo. Samo nasmeh je bolj grenak. Veste, da v meni teče recimo taka glasbena kri, oziroma da imam glasbene korenine. In ko sem razmišljala, kaj bi danes za vas zapela, sem rekla, eno Avsenikovo pa zagotovo moram. Tako da naslednjo pesem po mojem vsi poznate in res ste lepo vabljeni, da zapojete z mano in z nami. Tam, kjer Murke cveto. Tam, kjer Murke cveto, tam, kjer ptiči pojo neki dragi, tam, kjer Incija mlavo sprešena bahal večno vabi. To dolino zeleno me vleče tako kot nobeno. Je Javrika prijazno pozdravlja na sračko rumeno. A z visoke pečine grafano dovoljo spomine. Spomnim dvigama se smehlja in si mislim se vide. Tega dolina zelena s krvjo prepojena predraga. Ne vedno bom ljubil, nikoli pozabil ne bom. Tam, kjer Murke cveto, tam, kjer ptički pojo neki dragi, tam, kjer Incija mlavo sprešena bahal večno vabi. To dolino zeleno me vleče tako kot nobeno. Je Javrika prijazno pozdravlja me srečno rumeno. A z visoke pečine grafano dovoljo spomine.
ljubimcev ura avantur. Saj ura brez kazalcev časa ne prizna, je najbolj čudna ura, kar jih spet pozna. Ura brez kazalcev dela ne vihna, predaj posine zora ali hladen mrak. Tale čudna ura je za meno srce, ki gre in reko ljubi. Ljubi še in še, da smo njeni ne sedaj. V mlacenih ležih še ne in zvona s tem srce navijaš mi za nekaj lepih drugih srečnih dni. Rohuni brez kazalcev nikdar konca ni, obvaram dlane šteje dnevov in noči. Sredale čudna ura je za meno srce, ki gre in reko ljubi. Ljubi še in še. Ko ura brez kazalcev noče šteti ur, je ura vseh ljubimcev ura avantur. Saj tale čudna ura je za meno srce, ki gre in reko ljubi. Ljubi, ljubi še in še. Spoštovani gostje, spoštovan gospod župan, mi se najlepše zahvaljujemo za povabilo. Upamo, da ste se imeli lepo. Je pa to čas, da predstavim še svoj bend. Dame in gospodje, na klaviaturah verjetno glasbenik, katerega sem največkrat zdaj iskala v zadnjem času, ampak je tako zaseden, da je najmanj pogovor izgledal takole. Pa drugič. Vedno se tako zaključila najna debata in danes je pa uspel najti čas za nas. Dame in gospodje, vrhunski Anže Vrabec na klaviaturi. Na moji levi izjemno glasbenik, avtor, tudi producent, vrhunski kitarist Klemen Smolej. Na bobnih eden medini igra pri Miranu Rudanu, ja, tudi z Nušo verjetno sodeluje in je tako pomemben, kot je pomembno srce, danes je on odgovoren za naš ritem in utrip. Miha Rece na bobnih. In pa še človek, ki je več časa na odru preživel z mojim očetom kot z mano, ampak nocoj se odkoli otvorila tudi najno sodelovanje, recimo Klemen Repe, član nekdanji še vedno Gregorjev, glavnem izjemen bas kitarist, dame in gospodje, Klemen Repe. Potem pa vam želim en lep preostanek večera in pa res lepe mirne praznike, ki so pred nami.